Ko sem te povabila, nisi skrival, ne, da imaš velike ambicije v politiki. Ja. Barva vidim, da je že, ne, zares, ne, dobro si se zrihtal zdaj. To je moja najboljša Ja, vidiš, dobro. Ja. Naj povemo, da z avtom me nisi hotel peljati, ne. Ja, avto je preveč umazan, pa preveč neugledno. Torej, si sam izkazal zares neko ambicijo po večji funkciji ali si povabljen? Oboje. Ne. Na začetku sem bil povabljen, potem sem tudi sam povedal svoje ambicije. Ne. Ja, kolegi so me podprli. Ja, zaenkrat dobro kaže. Kako dobro, no? Kaj je konkretno tvoja ambicija, da vidimo? To bomo videli, ne, se pravi, odvisno je tudi, ko se soočijo kompetence, ne. Ja, se pravi, kot matematik nikoli ne kandidira, če se ne izkaže, da je kompetenten za nekaj, ne, se pravi. Ne bi komentiral naprej, ne, dokler se ne izkaže, če, ja. Dobro mutiš, vidim, ja, pa... Sem politik, ne? Ja, pa lobiraš, torej šteješ glasove, kdo bi te podprl, imaš na občinski ravni samo 500 baje rabiš, ne? Če bi recimo tukaj. Ne, lobiranje se meni zdi, da je tipično izguba časa, waste of time. Ja, koliko boš pa ziher zdaj? Ja, ne, pač moraš tiste svoje stališča povedati, da te ljudje slišijo. Ja, recimo na blogih, mene so prepoznali na blogih, ne. Recimo vztrajno ponavljaš tiste stališča, ne, vztrajno jih argumentiraš, ne, stališča, v katera verjameš, ne. Ja, sprejmeš protiargumente, ki jih vidiš, ne, da si se kje zmotil, ne, ja, in enostavno jaz mislim, da je to bistveno lažje, ne, kot pa iti vsakemu na kosilo, pa spiti en deci vina z njim, pa ga zlobirati, ne, to je nemogoče, ne. Ja, lobiraš recimo, če nas 52 stanovalcev v skupnem bloku, ne, potem lobiraš, ne. Ja, drugače pa je to izguba časa. Se potem samo zaradi tega razloga s polnim imenom in priimkov podpišeš recimo na našem forumu ali si pristaš tega, da pač človek odgovarja za to, kar je izrekel? Ja, priznam, da si na začetku nisem upal podpisovati, ne. Pri diarejah, ko jih narišem, se še vedno ne podpišem, še vedno imam psevdonim, ker se mi zdi, da so nekatere ne preveč oštre, ne, pa tako, ne, da jaz nekaterim ljudem ne bi mogel pogledati v oči, ne, če bi rekel, ne, pa ti se res tako oštro izražaš, ne. No, kateri je to psevdonim? Ne povem, ne, ker je preveč oštro, ja. Jaz spoštujem tudi ljudje, ki imajo drugačno politično stališče, ne, zdaj pa v karikaturi se pa smeši drugačno politično stališče, tako da mogoče ne bi bilo prijetno raje vsakemu potem od prijateljev z drugim političnim stališčem osebno rečem, to sem narisal, ne, kot pa da tako generalno povem, ja, to jaz trdim. Ja, če se podpišeš z imenom in priimkom, te tudi sili, da se kulturno obnašaš. Se pravi, da argumentirano govoriš, ne moraš kar nekaj kričati, ne. Ja, te prisili, da se boljše obnašaš. Meni se zdi to zelo koristno. In potem si tudi bolj slišan. Prvič, ker si se predstavil z imenom in priimkom, drugič, ker si napisal nekaj bolj kulturnega. Ker ljudje bolj upoštevajo. Če nekdo tam nekaj z velikimi tiskanimi črkami piše, udbomafija ali pa klerofašisti, ne, potem ljudje to enostavno preskočijo cel prispevek, ne. Če pa vidijo, da nekaj razmišljaš, pa te preberejo. Tako je lažje doseči, ne, da si slišan, ne. Ja. In kdo je tebi najboljši sogovornik, koga najraje hecaš, izzivaš ali pa recimo dobro debatiraš z njim na forumu od vesti? Od vesti? Ja, moram priznati, da sem zelo nekulturen. Jaz si ljudem ne zapomnim imena. Ja, in težko bi zdaj rekel s kom, ne. Potem stališče se spomnim, katera je kdo zagovarjal, ne. Ja, ne zapomnim si pa imen, ne bi mogel reči, kdo je moj najljubši novinar, kaj je pisal. Ne, se te ne sprašujem za novinarje. Tudi za blogerje isto, ja. Ja. Oziroma te, ki se pojavljajo na forumu, ne, ki jim ti odgovarjaš, se ne, v bistvu ne prepoznaš ti... Prepoznam tiste, ne samo težko bi zdaj rekel, ne, par imen bi se zdaj spomnil, ja. Vem, da sem se ta teden najbolj zapičil v tistega, ko ima vzdevek ta star, ne. No, ja, to je to, ne, se to vsi vemo, ti bi jaz povedala, s kom debatiraš. Ja, drugače pa, ja. Se ti zdi, da poznaš osebo? Ne.
Edino za eno osebo ne, se mi dozdeva, da bi lahko bil moj študent, ne, in da se mi bila potem driblala na vlogih, ne, ampak tudi to nisem prepričan, pa ne bi rad koga užalil. Ne. Ja. Povej tisti tvoj komentar, a je seja mestnega sveta mestne občine Maribor že končana, da lahko prideš iz svoje luknje. Kaj je to pomenilo? Ne vem več. To je bilo to je bilo tam, ko si je Jožeta Zasačila, ne, ko je bral Vesti na vesti. Veš, da več ne vem, kaj sem hotel. Ja. Kakšna domača naloga ti je, Gerkeš, tam misliš, da ne? Da mi bi dal kakšno domačo nalogo. Jaz imam domačo nalogo od Jožeta, da napišem en blog za res, ne. Ja, pa nekako mi ne gre. Jaz sem dosti boljši v komentiranju drugih, ne, kot da bi sam nekaj ustvaril, ne. Pa se bom potrudil, bom enkrat napisal, ja. Kakva je klima v stranki? Kaj misliš, kak vam kaže? 25%. Ja, moraš se dodati neki ambiciozni cilj, ne, pa potem k tistemu stremeti, ne. Pač, koliko bo, ne. Ja, pač treba se truditi, ne, za vsak glas posebej, pa ga poskušati upravičiti, ne, pa računati, da čez 4 leta bo bolje, ne. Torej, zdaj misliš povedati direktno, da hočeš za poslanca v državni zbor kandidirati ali ne? Povem enega Slovenca, ki noče kandidirati za poslanca v državnem zboru. Jasne. Najslabše je, slabše kot pokvarjen politik je za mene neumen politik, ne. Se pravi, morajo biti kompetentni, to se mi zdi pomembno, ne. In težko oči zdaj opažam, da odkar sem se razkril, ne, da nekateri študenti, ko imajo drugačno politično stališče, ne, da potem se malo nazaj držijo, kot, ne vem, mislijo, da jih jaz na osnovi tega ocenjujem, če so dobri ali slabi, ne. Pri matematiki, ne, kar seveda ne bi bilo v redu, ne. Ja, in malo me bremza to. Priznam, malo me bremza, ne. Kot pedagoga bi bolj odgovarjalo, da nihče ne ve, ne. Ampak na taki strani pa spet ne moreš nič doseči v politiki, ne. Če hočeš kaj doseči v politiki, se moraš predstaviti z imenom in priimkom. Jaz, Igor Đukanović, to hočem. Kaj? To so moji argumenti. Kaj hočeš v naslednjem letu? V naslednjem letu? V naslednjem letu hočem spremembo na oblasti, hočem bolj kompetentno oblast, hočem, da se neha populizem okoli meje s Hrvaško, hočem, da se stvari bolj... Svoboda medijev je tudi en pomemben argument, ne, se pravi, hočem, da se o stvareh govori, ja, ne da se jih potlači. Da je politika bolj odprta in če je politika odprta, ne, da se da možnost vsakemu, da zakriči ali pa pove lepo, ne, ja, zakriči, če je res potlačen, ne, da se potem enostavno lažje pravilne odločitve sprejme, ne, kot če se enega izrine. V Sloveniji opažam, da v politiki, ne, da ni zadržkov, ne, tisti jaz sem večji, ti si manjši, ne. Vsi, ki so zbrani na kupu, nekako enakomerno odločajo, ne. Ignorira se pa interese tistega, ki ga ni zraven, ne. Ja, in to ni dobro, se pravi, treba je omogočiti nekako, da se vsi počutijo zraven, ne. Si lokal patriot? Ja, sem, ja, seveda, ja. Zakaj pa ne bi zaštartal mogoče tu doma, najprej na občinski, najprej na prvi stopnici, pa potem... Predolgo čakati. Ja, pa viš kaj, v Sloveniji je tak, ne, da se vsi boljše spoznamo na državne probleme, ne. Lokalnih, ne, moram priznati, da se ne spoznam tako dobro, ne. Mi smo se zaprli tako, kot recimo so Američani zaprti, ne. V Jugoslaviji smo se še dobro spoznali na svetovno politiko, ne. Ja, zdaj se pa na evropsko ne spoznamo več tako zelo dobro, vsi se spoznamo na državno politiko. Ja. Še sporočilo tvojim, ki klepetajo s tabo na forumu? Se vidimo danes večer.